Še dolga bo pot, a kako trnova bo oziroma že je po dosedanjem preigravanju, špekulacijah, sestankih, združevanju sredinski trojček, kam se bo naposled nagnila tehtnica. Še vedno so ključni matematika, seveda štetje do 46 in iskanje parlamentarne večine. Odgovor na vprašanje, komu je uspelo zbrati več poslancev, bi lahko bil znan prihodnji petek, ko bo absolutno večino glasov poslancev za izvolitev potreboval nov šef parlamenta. A kdo gre s kom, kakšno dogovarjanje poteka v ozadju? Golob trdi, Barko bomo pripeljali v varen pristan. Ob tem pa v njegovih aktualnih koalicijskih partnericah ocenjujejo, da se tehtnica nagiba v korist četrte Janševe vlade. Reni Markič. Kam se bo obrnila barka, ki pluje na politično razburkanem morju zadnjih dni? Sestanki pod taktirko Svobode se vrstijo, končni cilj plovbe pa številka 46. In če premijer Golob miri, mirne živce in pripeljali bomo to barko v varen pristan. Pa sta njegova koalicijska partnerja veliko bolj skeptična. Skrbi nas, da se sestavlja Janševa vlada. Ja. Zakaj? Preštejte glasove, poglejte, kdo se s kom dobiva in mislim, da so stvari precej jasne. Če bi gledal njihove programe in če bi gledal, bom rekel, vse, kar se ta moment dogaja, pa da bi mogel staviti, je velika možnost, da pride do desno-sredinske vlade. A tudi kombinatorika 46 glasov za četrto Janševo vlado se še ne izide. Bi zanjo lahko poskrbel sredinski trojček, pa volilna prijateljska kava Stevanoviča in Logarja, kot kaže, ni bila povsem nedolžna. Za NSI je edina pot desno-sredinska vlada, Demokrati in Resnica puščata vrata odprta, odgovor na vprašanje, komu dejansko pa še ni znan. Je pa Logar, vsaj začasno, priprl vrata Golobu. Mi ne vemo, kje stoji Gibanje Svoboda. Jaz se težko pogajam z nekom, ki ni jasno izpostavil svojih izhodišč. Dokler Svoboda ne bo predstavila osnutka koalicijskega sporazuma, se s pogajanj namreč umikajo. V sredinski blok pa so povabili tudi SD, a Hansi noče jasno. V tej konstelaciji nas seveda ni. Sredinski blok, kot pravijo, povezuje vsebina. Mi sodelujemo programsko, vsebinsko, ampak to ne pomeni, da bomo enotno glasovali. Slovenija potrebuje prvič politični obrat in drugič močni tretji blok, ki ga skupaj snujemo z Demokrati in tudi stranko Resnica, ki bo temeljilo zlasti na vsebini. Tri stranke desnice imajo skupaj 43 glasov. Če prištejemo Resnico, ki se je notarsko sicer zavezala, da z Janšo ne gre v koalicijo, in dodamo dva manjšinska poslanca, pa dobimo relativno trdno večino. Na vprašanje, ali nanj pritiskajo, da bi podprl Goloba ali Janšo, pa Stevanovič sinoči takole. Če bi zares govoril o tem, vse, kar vem, bi izpadlo kot kriminalka. Tako da ja, dogaja se marsikaj. Do izvedbe volitev pa je sicer še naprej kritična SDS, ki je vložila nov ugovor tudi na izvedbo volitev v tujini. Po navedbah poslanke Suzane Lep Šimenko naj mnogi Slovenci, med drugim v Argentini, namreč ne bi pravočasno prejeli glasovnic. Nekateri izmed njih so jo prejeli po 22. marcu, ko so bile volitve že mimo. Žal je bilo tokrat številnim slovenskim državljanom izvrševanje volilne pravice onemogočeno. To je zame nesprejemljivo. Da so volilno gradivo volivcem v Argentini poslali že februarja, pa odgovarja DVK. Ali so pošiljke prejeli ali ne, je tako odvisno od poštnih storitev v Argentini, na katere pa, da nimajo vpliva. Pred konstitutivno sejo Državnega zbora prihodnji petek tako ostaja odprtih še mnogo vprašanj. Med drugim to, ali se bodo poslanci lahko zedinili okoli enega od kandidatov za novega predsednika parlamenta, še predtem pa Resnica v torek vse parlamentarne stranke in kmetijske organizacije vabi na okroglo mizo o kmetijstvu. Antiša Korljan in Anže Božič, pozdravljena, dobrodošla. Gospod Korljan, kje smo torej ta hip? Videli smo Golob miri, na drugi strani sta Han in Mesec precej skeptična. Vidite bolj četrto Janševo vlado kot levo. Gre bolj za špekulacijo po vašem mnenju ali za realno dogajanje? Ta defetizem bi moral v njegovem bloku, da tako rečem, bi moral predsednika vlade oziroma predsednika Gibanja Svoboda skrbeti. To sta dva človeka, na katera on pomembno računa pri načrtih o oblikovanju ponovne vlade za drugi mandat, da tako rečem. Tako da dopuščati pa moramo, tudi to je Robert Golob rekel, zdaj je obdobje, ko vsak igra svojo igro, in jaz to interpretiram kot dvomiti je treba v čisto vse, kar se na površju dogaja. Tako da ne zgrešimo prav zelo, če rečemo, da igrata Han in Mesec igro za, kako se reče,
zavaravanje neprijatelja. Ja, po slovensko. Ne? Ja, v lepi slovenščini, Ja. seveda. Se strinjaš že s povedani? Seveda, spet je tukaj matematika in štetje do 46. Ja, zagotovo. Mogoče pa igrate zraven še tudi eno šahovsko partijo, pri čemer ima Golob prednost prve poteze, medtem ko čas dela za Janšo. Ne? In zdaj bomo videli, recimo, kdo bo tle Bobby Fischer na koncu. Ne? No, medtem pa smo slišali gospoda Stevanoviča sinoči tudi. No? Njemu niso problem predčasne volitve. Vprašanje pa je, kako bi druge stranke odreagirale na takšno možnost, če sploh bo, seveda. On deluje precej samozavestno. On je omenil, da je prepričan, da bi v tem primeru podvojili število svojih glasov, ne? Tako da to je samozavestna izjava. Jaz tudi ponovljenih volitev ne bi povsem izključil. Namreč število možnosti za oblikovanje vlade je vendarle končno. Ne? To ni, ne moramo mi tega ponavljati v neskončno. Ne? Tako da, če se ne bodo uspeli dogovoriti, oziroma če se nekdo ne bo zelo, zelo močno najedel zarečenega kruha, ne? Potem tega scenarija ne bi povsem izključil. Bi ga ti izključil, Anže, kaj praviš? Jaz bi se strinjal z Antišom, ga ne bi čisto izključil, bi ga pa absolutno postavil na povsem zadnje mesto. Ker res, da je število permutacij ni neskončno, ampak hkrati je pa možnosti recimo absolutno več, kot jih je bilo v zadnjem sklicu, ko je bil pravzaprav betoniran blokovski izid. In v tem smislu jaz vidim več možnosti, absolutno bo potreben nek prehod, to ni nobenega dvoma. Hkrati pa, ko 90 ljudi pride na zelo lepo plačo in neko funkcijo, da bi se zelo hitro odpovedali tega, jaz ne vidim. No in kakšno vlogo tukaj potem... Tukaj se strinjam, Kakšno vlogo ima potem ta tako imenovani sredinski trojček z 20 glasovi, Vrtovec, Logar in pa Stevanovič? Gre samo za pozicijo moči, da so močnejši skupaj, ali vidite tukaj še nekaj več? Vrtovec ne nazadnje pristaja samo na levo-sredinsko vlado. Desno-sredinsko vlado, pardon. Desno-sredinsko, ja. Tam pred dobrimi 60 leti so Nehru, Tito in Nasser igrali kar pomembno vlogo v svetu, ne, kot blok neuvrščenih. Ne. Tukaj meni se utrinja ta primerjava. Ne. 20 glasov od 90-ih ni tako malo. Ne. Je pa treba biti pri tem, kako boš uporabil teh 20 glasov precej fleksibilen. Tukaj se v tem trenutku kot precej nefleksibilna ali pa ne, z druge strani, če pogledamo, precej načelna kažeta Vrtovec in Stevanovič. Anže Logar nadaljuje to svojo, bi rekel, pozicijo ne povsem določenih odgovorov na zelo jasna vprašanja. Tako da on tukaj, jaz še najbolj pri njem dopuščam možnost, da bo, rekel, preskočil iz tega trojčka v katero od možnih vladnih koalicij. Kot rečeno, videli bomo, kako se bodo stvari... Ampak spet smo pri tem zarečenem kruhu, prej ste ga omenjali, konkretno, tudi pri Logarju in Stevanoviču, vemo, kaj ste v preteklosti govorila, kaj boste pa zdaj naredili? Veste kaj, Logar je rekel tudi, ko je šel na samostojno politično pot, da če bo imel možnost, bo najprej segel na nasprotni politični breg. Sicer pa modri ljudje pravijo, da zmaguje tisti, ki ima dve stvari, čas in potrpljenje in dobre živce. To so tri stvari sicer. Anže, kaj praviš ti glede sredinskega trojčka? Najprej bi imel, po moje, precej težavo reči sredinski trojček. Mislim, da absolutno gravitira na desno, po vsebini to tudi tri akterji popolnoma v ničemer ne skrivajo. V vsebini so si sorodni, podobni in gre v tem smislu lažje na desno stran. Po drugi strani pa jaz vidim tle tudi eno taktiko čuvanja njihovih poslancev, zlasti novih dveh strank, to sta Resnica in to so Demokrati. Vemo in slišimo, da je pritiska na razne prestope veliko. Na začetku parlamentarne dobe so te stranke ranljive. In če jih ti povežeš in okupiraš s tem, da že vodijo prve neke sestanke, projekte, je morda koga težje prepričati, da prestopi kam drugam. Recimo že je za torek pobuda, ki jo sklicuje, oziroma pobuda je Stevanovičeva, kamor naj bi vsi prišli. Je tudi ta poudarek na vsebini, kot govori Stevanovič, pa tudi Logar. Ja, tako je. Ta pobuda je, po drugi strani smo tudi že videli video, da že pišejo neko zakonodajo, da že pripravljajo neke stvari. To pomeni, da aktivirajo pač svoje članstvo, da se morda nimajo časa ukvarjati s čim drugim. Torej samo vsebina, ampak treba je tudi sestaviti na zadnjem določenem roku koalicijo. To bi vendarle, si jaz mislil, moral biti primarni cilj
vodstev strank, da preštejejo do teh 46 glasov in potem se potem ukvarjajo z vsebino. Sklici takšnih posvetov in tako naprej se mi zdijo bolj stvar predvolilnega obdobja, kot pa tik povolilnega obdobja. Da se pripravlja za naprej. Zdaj je treba zbirati, veste, fižolček na fižolček do 46. Ne? Kaj pa med tem dela prvak SDS-a, gospod Janša, videli smo nov ugovor, kar se štetja tiče oziroma iz tujine glasovnic, ali morda tudi kuje kakšne pogovore v zadju potekajo ali ne po vajnih informacij? Ja, veliko se ukvarja še z volilnim rezultatom, to bo tudi z vsemi temi tožbami še nekaj časa trajalo, ampak ja, absolutno se ukvarja tudi s čem drugim. Po mojih informacijah se tudi zanimajo za kakšne druge poslance. Seveda, ne, tako kot je rekel Antiša, do 46 je treba priti. V tem smislu je tudi Janez Janša v boljši poziciji, bližje tej številki je. 43 jih ima z strogo 3 desnimi strankami, medtem ko jih ima Robert Golob 40. In če se ne motim, ko se srečata z Anžetom Logarjem, se Janez Janša nasmehne, ko se rokujeta, kar je napredek v primerjavi s tem, ko so prihajali na vaša soočanja pred volitvami. Tako da verjetno, jaz sem prepričan to, kar praviš, da Janša napolno dela v ozadju. Ne samo on, delajo tudi njegovi emisarji, delajo njegovi sodelavci, njegov notranji krog, gotovo navezujejo stike, prepričujejo, ponujajo. Tržnica je odprta na polno. Mu pa ni treba hiteti. To je njegova absolutna prednost pri tej igri. Prvi krog ne rabi niti biti glavni akter, počaka, kaj se bo zgodilo z Robertom Golobom in potem enostavno stopi v igro. Ampak ne pozabimo, kaj je rekla tudi predsednica države, da ne bo nekomu, kar se je dogajalo okrog teh tujih služb, ki naj bi vplivali na slovenske volitve, da nekomu, ki je povezan s temi službami, ne bo podelila mandata za sestavo vlade. To je pa tudi pomenljivo. Predsednica je rekla, da ne bi rada podelila mandata. Kolikor sem se jaz pogovarjal, je pa tle vseeno toliko legalistka, da vemo pa, da v tej zadevi še ni nihče nikjer obsojen, sprocesiran, ni rečeno, da ne bo. Zato poziva hitrim postopkom. Zato poziva, točno tako. Seveda je pa to neka stvar, ki ne bi rada, da se izgodi. To pa zagotovo. No, pa še ena stvar je, ta stvar v zvezi s prisluhi, domnevnimi prisluhi, z Black Cubeom, Izraelci in tako naprej, ta stvar je ekspresno hitro poniknila. In zdaj dela tam družbo zgodbi o hamburgerjih in Anžetu Logarju. Skratka, zadeva je, če se ne bo izkazala za resno in če se bo izkazala, je to resen problem, ampak v tem trenutku je poniknila in imam jaz občutek, da se s tem nihče zares pravzaprav ne ukvarja. Jaz pa mislim, da ta zgodba še absolutno ni končana. Pa bomo videli. Po eni strani vidimo že neke tožbe, Zoran Janković danes napoveduje tožbo, ampak to je rečemo temu side story. Ja, to je side story. Jaz pa mislim, da tu in po eni strani in po vsebini se dogaja, tako pravi policija in konec koncev tudi, niso pa to hitre stvari, to pa res. No, prvi pomemben dan lahko rečemo že prihodnji petek. Kdo bo šef DZ-ja? Vemo, da se neuradno se je celo iz NSi omenil gospod Janez Cigler Kralj, potem, da ne bi Gibanje Svoboda celo predlagalo na SD, ponudi SD, se s tem zaenkrat ne ukvarja. Koga vidite? Kaj bo pomembno? Kaj se lahko še zgodi? Bo tudi že kakšen obris koalicijske pogodbe od Goloba znan? Kaj se lahko zgodi do petka? Samo še to. Ja, zagotovo je Janez Cigler Kralj eno ime, ki visoko kotira, je kar široko sprejemljiv človek v parlamentu, ima izkušnje, ima vse. Jaz pa mogoče ne bi tudi izključil čisto opcije, da bi pa morda v 2 korakih dobili šefa DZ, to pomeni, da v prvem, v prihodnji petek izvolijo enega kandidata, potem pa recimo je to tudi možna priložnost za Anžeta Logarja. Če grejo demokrati v eno obliko vlade, če gospod Ostrc postane minister, se za njega sprazni mesto v državnem zboru. Morda je to priložnost, recimo Gregor Virant je tako nekoč sodeloval v desni vladi, da je bil predsednik državnega zbora v Janševi vladi. Se strinjate? Ja, gotovo. Parlament, kot ga poimensko vidimo zdaj, bo gotovo čez recimo 3 mesece bistveno drugačen. Zato, ker bo treba iti na ministerske funkcije, državno-sekretarske funkcije, direktorske funkcije v različnih paradržavnih institucijah in tako naprej. In bo bistveno drugačen. Tako da to, da bi Anže Logar prišel noter, to je seveda zelo, zelo verjetno, ta hip še ni. In kot če pride noter, je gotovo kot, rekel, verziran parlamentarec,
je gotovo primeren za vodenje državnega Bomo torej zbora. danes teden vse videli, spoštovana gosta, hvala lepa za pogovor. Hvala za vabilo.